V Levici smo v partnerstvu z vlado v zadnjih 3 mesecih uspeli narediti 3 velike premike k izboljšanju položaja najslabše plačanih, najrevnejših in najranljivejših. Da ravnamo prav, kažejo tudi izkušnje iz tujine. Ne štejejo namreč le grafi, meritve BDP ali ocene OECD. Šteje kakovost življenja, štejejo izkustva ljudi. V Franciji imajo predsednika, nad katerim so navdušene gospodarske zbornice. Ta niža davke za podjetja in bogate ter reže javni sektor, ulice pa gorijo. Nasprotno, pri nas lahko rečemo, da smo zadnje 3 mesece uspešno korakali proč od 2 politik, ki uničujeta Evropo. Neoliberalizma in novih fašizmov, ki so njegova posledica. Začeli smo postavljati pravi odgovor na oboje. Država je začela ljudem dajati jasne znake, da ne bo več le dekla kapitala, ampak bo delala za blaginjo vseh. Naj bo to šele začetek. V prihajajočem letu moramo nadaljevati s popravo krivic upokojencem, prekarcem, tistim, ki si ne morejo privoščiti visokih cen stanovanj, ali tistim, ki so preveč izobraženi, da bi dobili službe. V tej državi je preveč znanja in potenciala, da bi lahko še naprej nasedali, da lahko konkuriramo le z nizkimi plačami in nizkimi davki. Neoliberalni francosko-nemški vlak je z rumenimi jopiči dokončno iztiril. Naj Slovenija postane zgled evropskim državam, ki iščejo nov socialni model za 21. stoletje, naj blaginja za vse, ne le za peščico, postane vodilo nove Evrope. Hvala.